Živja, jaz se odpravljam na en sprehod za približno 2 urci. V bistvu ne bo sprehod, ampak pa mogoče malo bolj pohod. Premagala bom 230 nadmorske višine, grem pa na Sveto Lucijo. To je na cerkvu nad našim mestom, menda z najlepšim razgledom na Portugalskem. Planiram približno 10 km narediti, 2 km je pa zdaj že za mano. Imamo 20 stopinj Celzija, ura je 9 zjutraj, ampak vseeno se čuti neka vlaga. Mene bo pa precejšen del spremljal gost in pa taka prijetna pot. Pot v mestu in po ravnem se je zaključila, zdaj sem se začela povzpenjati. Zdaj bom šla po stopnicah, mimo teh evkaliptusov in tam gori že vidim moj cilj. Nekateri se na to pot odpravijo peš, eni tečejo, eni se sprehajajo s kužki, eni grejo s kolesom, eni grejo z vlakcem, nekateri se pripeljejo pa kar z avtom. Midva sva bila 2 dni nazaj tle, pa sva bila z avtom. Matjaž je bil pa včeraj s kolesom, danes je pa šel svojo pot s kolesom, jaz sem pa rekla, grem pa peš sem gor. Vmes imam vodo za ukrepčace in bo šlo. Tukaj je pa razstavljeno še eno tako muzejsko dvigalo, temu rečejo, tak vlakec, ki je včasih vozil. Ura je zdaj odbila 10, jaz se tle gor še malo sprehodam, malo pogledam okolico, razglede, potem se pa vrnem v dolino. Tukaj je reka Lima, ki se izliva na tej točki v Atlantski ocean. Sem pa videla, da so tam še neke trgovince, pa grem malo pofirpsati. Pa smo moj firpc malo potešili, zdaj pa šibamo v dolino. Štejem stopnice, menda jih je do dol 660, jaz sem jih pa naredila do zdaj 440. Po vsej tej poti imamo pa čist skozi tak lep razgled. Zdaj sem na 615 stopnicah, nekje mi jih je 50 sfalilo. Zdaj sem že blizu doma, imam še enih 500 metrov. Naredila sem 8 kilometrov, počutje je super in sem prav vesela, da sem šla. Midva imava pa tam gor apartma. Zdaj sem pa preštela še naših 16 stopnic in sem blizu 660 stopnicam. Z današnjo hojo sem dodala v statistiko 13.000 korakov. Sva šla prav na en tak romantičen sprehod in gledat sončni zahod. Po tej poti, kjer se midva zdaj sprehajava, gre pa tudi sloviti El Camino. Tale portugalski je eden krajših, vseeno pa ima 265 km in od tega bova midva prehodila kakšne 3. Na tej poti srečamo tudi Slovence. Jaz sem imela to srečo, da sem jih spoznala. Živja! Kaj se odpravljata na Camino? Ja, smo že. Motivi za prehoditi tako dolgo pot so pa različni. Naprimer, ta gospodična si je za svoj 13. rojstni dan zaželela, da prehodi ta portugalski El Camino. Imam YouTube kanal 10.000 korakov na dan in pa bi rada ulovila par teh insertov, ki res hodijo po tej poti, ne? Ja. Zdaj, če dovolita, bi tudi vaju, no? Ne posnameš. Ja, Lahko, dovolj. lahko. Pot pa namerava ta prehoditi skupaj z očetom v roku 10 dni. Bravo, čestitam. Matjaž se je odpravil na kolo, jaz bom pa oprala en stroj cunj. Pralni stroj imamo na dvorišču, pa pojmo zdaj skupaj dol oprati eno žehto.
Midva na dopustu vzameva zelo malo oblačil, to sta 2 manjša kovčka in pa 2 manjši torbi. Zato pa vedno iščeva apartma s pralnim strojem. Meni pa itak ni problem oprati žehto ali pa 2 tudi na dopustu. Medtem, ko se perejo cunje, bom pa jaz naredila kosilo. Pripravila bom zrezke v sirovi omaki, zraven bom dala malo testenin in pa solato. Za sirovo omako sem dala 2 sirčka, malo mleka in pa 1 smetano. Potem sem dala malo popra, rdeče paprike in pa še malo soli. Tako, še to počakam, da se stopi. Omaka in meso naj se zdaj še malo pokuhata, te čas naredim še testenine in pa solato. Dober tek. Hvala enako. Tako, pa je oprano. Tudi druga runda, športna oblačila bojo vsak čas oprana, tako da bom kar počakala. Se pa vidi, da imam tle en tak bolj navaden likalnik. Moram reči, da je kar pomembno, da imaš dober likalnik in se pol hitreje zlika. Zdaj bom pa prebrala en doktor roman in mislim, da bo to zgodba s srečnim koncem. Zdaj smo prišli v restavracijo, kjer nudijo tipično portugalsko hrano. Sem naročila rake vitičnjake in to tudi prvič jem. Tako zasukam. Okus je, kakor da bi jedla školjke. Dobro. Zdaj, ko sem vse to pojedla, to je bila bolj predjed, tako da bom še kaj naročila. Naročila sem pa še hobotnico s pomfrijem in jajci. Zdaj smo se zapeljala južno ob obali in narediva en kratek sprehod. Plaža se imenuje Amorosa, kar pomeni ljubljena, zaljubljena. Posebnost te plaže so čeri, ki ščitijo obalo pred valovi. In na vsem lepem se tukaj konča ta lepa potka. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnji teden. Čau, čau!